Torej, lepo pozdravljeni vsi govorci in udeleženci panela 3 z naslovom Ohranjanje vitalnosti družinskih podjetij v trenutnih razmerah. Moje ime je Katja Kraškovic, prihajam iz GEA College in skupaj z gospo Ireno Meterc, vodjo sektorja za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja pri Spirit Slovenija, vas bova danes popeljali skozi današnji panel. Na začetku nekaj tehničnih informacij. Panel se snema, zato predlagam oziroma prosim vse, ki ne bi želeli biti vidni na posnetku, da izklopite kamere. Prosimo vas tudi, da imate mikrofone cel čas izklopljene, vas pa seveda toplo vabimo, da sodelujete preko četa z zapisom vaših vprašanj, komentarjev, ki jih bomo spremljali in delili z govorci. Torej, danes bomo govorili o tem, kako se družinska podjetja spopadajo z novimi realnostmi, o pomenu trajnostne strateške poslovne transformacije in sposobnosti odzivanja na nepričakovane spremembe v okolju. O umiku ustanoviteljske generacije in prenosu lastništva, vodenja na mlajše generacije. Tudi o pomenu pravočasne postavitve strukture odgovornosti in pristojnosti. Z nami so danes uspešni podjetniki in podjetnice, govorci na današnjem panelu, naj vam jih predstaviva. Z nami je gospa Petra Melanšek iz podjetja Vivapen, ki je bilo ustanovljeno in se je razvilo iz obrtne delavnice leta 1967. Danes pa je družinsko in razvojno usmerjeno podjetje z več kot 70 zaposlenimi. Je med vodilnimi proizvajalci nalivnih peres, rolerjev in črnila ne samo v Evropi, ampak na svetu. Prisotni so v več kot 30 državah na vseh celinah. Njihov razvoj temelji na dobrih poslovnih odnosih, inovativnih idejah, kakovosti in fleksibilnosti. Gospa Petra Melanšek je v mladosti želela postati učiteljica ali vzgojiteljica, danes pa vodi celjsko družinsko podjetje. Oba očetom sta prejemnika nagrade za izjemne gospodarske dosežke, najbolj pa je ponosna na svojega zdaj že odraslega sina Luko. Gospa Petra Melanšek je že 3. generacija, ki vodi podjetje in razvoj le-tega. Pozdravljena, gospa Melanšek. Naš drugi panelist je gospod Uroš Kaus. Prihaja iz družinskega podjetja, v katerem je bila zaposlena celotna družina. Zaključil je študij ekonomije in diplomiral iz teme prenos družinskega podjetja na naslednjo generacijo. Preko inštituta Most proučuje odnose v družinskih podjetjih, saj so le-ti ključni za dolgoročno uspešno poslovanje. V namen osveščanja o tej problematiki je napisal knjigo Kako družinskemu podjetju zagotoviti uspešno prihodnost, v kateri je polno primerov iz prakse, tako uspešnih kot neuspešnih zgodb. Dobrodošli, gospod Kaus. Irena, beseda je tvoja. Z nami je tudi predstavnica podjetja Blaj, Petra Blaj. Družinsko podjetje Blaj je že pol stoletja znano po proizvodnji kakovostnih specialnih vijakov, ki sestavljajo kritične dele tehnološko visoko zahtevnih naprav. Blajeve vijake tako najdete v parnih kotlih, različnih vrstah turbin, batnih motorjih, generatorjih na električne energije. Uporabljajo jih na ladjah, železnicah, namenskih in gradbenih strojih, na naftnih ploščadih in v drugih napravah, kjer sta ključni zanesljivost in kakovost. Podjetje je leta 1966 ustanovil Anton Blaj in sprva je delovalo predvsem na domačem tržišču. Sredi 90-ih let pa so prodajo razširili še na tuje trge. Razvili so lasten laboratorij, preoblikovali proces vročega kovanja vijakov ter se vključili na trg načrtnih vijakov in strojgradnje. V zadnjih letih so proizvodnjo avtomatizirali, procese pa robotizirali. Cilj podjetja je, da postanejo vodilni proizvajalec posebnih, dinamično obremenjenih vijakov v Evropi. Danes se nam je torej na panelu pridružila direktorica Petra Blaj, ki v podjetju predstavlja že drugo generacijo in njen cilj je podjetje popeljati v trajnostno prihodnost. Gospod Trivo Krempl iz podjetja AEM. Podjetje velja za eno največjih družinskih podjetij pri nas in za vodilnega proizvajalca stavbnega pohištva iz vseh materialov v Sloveniji. Podjetje sta leta 1990 ustanovila zakonca Janez in Marija Ajlec. Danes je podjetje še vedno v lasti družine, gospe Marije Ajlec in hčer Monike, Jasmine in Julije. Podjetje torej vodi druga generacija družine. Od leta 2014 je na čelu podjetja direktor Trivo Krempl, hčere pa vodijo posamezne segmente, finance, montažo in zunanjo trgovino.
Podjetje zaposluje okrog 180 sodelavcev. AJM je že pred leti, najbolj intenzivno pa v času krize, prestopil tudi domače meje in se usmeril v prodajo stavbnega pohištva za tuj trg. Pri AJM že tradicionalno veliko vlagajo v razvoj lastnih izdelkov in spodbujajo inovativnost zaposlenih. Medtem ko je proizvodni proces že v celoti digitaliziran, se trenutno ukvarjajo še s pospešeno digitalizacijo poslovno-prodajnega procesa. Digitalizacija posega tudi na področje razvoja izdelkov. Tako razvijajo rešitve za pametno bivanje oziroma smart home living z internetom stvari v ospredju, ki ne bo samo trend, ampak normalni standard v ne več tako oddaljeni prihodnosti. Katja, ti kar predajam besedo. Irena, hvala lepa. Pa kar začnimo z našimi vprašanji. Gospod Kaus, če začnemo, bom rekla na začetku malo z dejstvi. Kako gre družinskim podjetjem, kako jim gre v tem času v primerjavi z normalnimi časi, torej v primerjavi s COVID situacijo, kakšni so izzivi, s katerimi se družinska podjetja spopadajo? No, dejstvo je, da je v Sloveniji, tako kot tudi nekje običajno v svetu, več kot 80% je družinskih podjetij. To seveda niso samo mali posli, kot si mogoče predstavljamo, nekatere taka podjetja so celo multinacionalke. Kako gre tem podjetjem? Ja, zelo različno v resnici, ne? To, ko nam stranke razlagajo, je zelo odvisno od branže, v kateri so. Tukaj verjetno je tudi s poslušalcem jasno, da nekatere branže so trenutno kar precej v kritičnem stanju, predvsem turizem, gostinstvo in podobno, tudi frizerski saloni in te stvari. Medtem ko moram reči, da imamo pa tudi zelo pozitivne izkušnje, nekatere naše stranke so pravzaprav tudi v krizi delujejo zelo dobro. Ugotavljamo pa, da so to tista podjetja, ki so tudi trajnostno naravnana. Se pravi, ki so v bistvu krizo izkoristile kot priložnost, ampak so bile tudi na to krizo pripravljene. Tako da to je zelo pomembno, to tudi na Inštitutu MOST vedno svetujemo, ko delamo prenos družinskega podjetja, da se dejansko ne dela samo ta pravno-davčni del, ampak dejansko, da se tudi optimizira poslovanje, torej da se naslednike nauči, mentorira, da se postavi nek drugačen nivo vodenja, kar je še posebej pomembno, če več naslednikov prevzema podjetje, da se tudi seveda zmenijo, kdo bo za katero področje skrbel, in pa ta trajnostna naravnanost je izjemno pomembna in to tudi svetujemo pravzaprav vsakemu podjetju, da se ukvarja, rekel, celostno, strateško, kako poslovati tudi v takih obdobjih, kot je trenutno. Ker krize so bile, krize bodo, COVID je pač ena od oblik krize, ki jo pač trenutno doživljamo. Tako da tista podjetja sem prepričan, ki se na to pripravljajo, ker to so pač seveda samo neki naravni cikli, čeprav je to zdaj seveda specifična situacija, absolutno, ni to navadna gospodarska kriza, pa vendarle tista podjetja, ki so naravnana strateško, dolgoročno, in takih je tudi v Sloveniji kar nekaj družinskih podjetij, tista so uspešna tudi v takih razmerah. Super, hvala lepa. O trajnosti bomo danes še govorili, kako to pripomore, bom rekla, k konkurenčnosti, tako kot ste rekel, dolgoročnemu obstoju. Kaj pa, ko govorimo o prenosih na mlajšo generacijo? Kaj je ključno? Mogoče so tu neki vidiki, ki jih zanemarjamo in so izjemno pomembni, da jih podjetja vedo vnaprej, ko se tega lotevajo. Ja, absolutno. Zdaj jaz že leta o tem govorim, v končni fazi sem tudi napisal knjigo, pa nisem edini, seveda. Statistika je pravzaprav pri prenosih družinskih podjetij porazna, ker v resnici preživi samo 1/3 družinskih podjetij. Jaz sem nekje zasledil tudi že v preteklosti, da so problem konflikti, ampak v resnici so konflikti posledica. Se pravi, posledica tega, da se ne znamo pogovarjati, da se ne znamo ravnati strateško, da ni tega res pristnega pristopa k prenosu odgovornosti in po mojem mnenju, kar tudi ugotavljamo v praksi, se v Sloveniji vse preveč pogovarjamo o prenosu lastništva, ne pa o prenosu izkušenj, znanja, odgovornosti in tudi na Inštitutu MOST temu dajemo izjemno velik poudarek, se pravi, da ko delamo nek prenos, da dejansko se naredi to mentorstvo z nasledniki, da se ugotovi njihove želje, njihova osebna vizija, in potem to osebno vizijo prenesemo tudi na vizijo podjetja. In absolutno, ja, seveda, dediščina staršev je izjemno pomembna. Največkrat se pa to dogaja, da se tukaj vklopi bodisi ego staršev ali pa strah naslednikov
in to je problem največkrat v pomanjkanju komunikacije, posledica so pa pol konflikti in zato je tudi statistika tako slaba. Tista podjetja, ki pa pristopijo resno k temu procesu, kar je seveda vsaj za mala podjetja vsaj nekaj mesečni proces, za večja pa nekaj letni, tista so pa po pravilu uspešna in ni nikakršnih težav. Če vas prav razumem, je pomembno tudi, da ločimo, bom rekla, lastništvo in upravljanje oziroma delo v podjetju, drži? Absolutno. To je ena ključnih stvari, kar tudi zajema družinska ustava, torej da se pogovarjamo tako o tem, kdo bo kaj dobil, kako se bo razdelilo in lastništvo podjetja in posledično kasneje tudi lastništvo to privatno, ampak ključni del je pa to, kako se bo podjetje še naprej upravljalo in da se pač tukaj naredi resna strategija. Super, hvala lepa. Gospa Melanšek, če se malo obrnem k vam, torej kakšni so bili vaši začetki, ste od nekdaj čutili, danes smo slišali, da ste želela biti učiteljica oziroma vzgojiteljica. Kako je prišlo potem do tega, da ste prevzeli vodenje družinskega podjetja? Je bila izbira, ni bilo izbire, vaša želja, želja staršev? Povejte nam malo o tem. Hvala lepa za povabilo. Najprej bi rada samo mogoče popravila, druga generacija sem, ki vodi podjetje. Pardon. Je pa že v podjetju sta vključena predstavnika tretje generacije, kar je za mene zelo, bom rekla, sem ponosna na to, glede na to, da je gospod Uroš prej povedal, da se samo tretjina podjetij družinskih nekako obdrži in to je največji, bom rekla, kriza med drugo in tretjo generacijo. Sem vesela, da je ta naš rezultat, bom rekla temu, trenutno tak. Zdaj, kakšni so bili začetki? Ja, kot ste rekla, čist nekje drugje so bile moje mladostne ali pa otroške tudi želje, ampak zdaj, ko pogledam nazaj, nisem daleč od tega. Še vedno delam z otroci, še vedno delamo za otroke, glede na to, da imamo program, ki skrbi za šolo, predvsem za šolo in šoloobvezne otroke oziroma uporabnike, za kar nas je tudi ta trenutna situacija, bom rekla, zelo prizadela, ker so šole bile zaprte, na to se težko pripraviš, ker na tako, bom rekla, situacijo po celem svetu naenkrat, da ugasne, se težko, ker tudi ne moreš kar zamenjati proizvodnjo ali pa namen proizvodnje. Nisem bila tudi nevzgajena kot naslednik, ker moj oče ali pa tudi mami kasneje, ko se je začela z obrtjo, nista imela namena zdaj to ustanoviti v podjetje, razvijati in rasti, kakor se je pač vse skupaj odpeljalo. Jaz sem se zaposlila pri svojih 19 letih, pričakovala sem sina in je bilo to treba pač pot nekako malo hitreje, ker ni bilo plansko obrniti in sem začela v podjetju. Oče mi je dal priložnost, bom pomagala nekaj časa, tako da se postavim na svoje noge, potem pa grem jaz svojo pot. Ampak ta proces traja še danes, podjetje vedno bolj ti prihaja pod kožo, začenjaš živeti z njim, lahko sem delila, v bistvu imela sem najboljšega mentorja, kar bi si ga lahko želela, očeta. Od vsega začetka sva delila tudi pisarno, bila sem nasproti njega ves čas, tudi ob njem, na vseh sestankih, na vseh odločitvah, tudi pri tehničnih rešitvah z orodjarji, z proizvodnjo, kar je v bistvu nenamensko in čist neplansko res dal tisti pravi temelj, ki ga še danes, bom rekla, uporabljam. In tudi ta prenos med nama ni bil zdaj od danes na jutri, kar po parih letih, ampak jaz sem se zaposlila leta 1992, do prenosa pa je prišel 2007. Tako da s kar nekaj izkušnjami, moram reči, da v tem času nisem imela občutka, da bi oče rabo zagotovilo, da bom res to, kar bi si želel, ampak očitno na nek način sem s svojim delom tudi mu dala to sigurnost, ki jo je verjetno tudi potreboval. Moram pa reči, da tudi sem imela zelo veliko srečo, moj oče ni eden tistih ustanoviteljev, ki se oklepa zaradi
ne vem, tega, ker je ustvaril, zaradi tudi svojega ega in karakterja, in čaka do upokojitve, preden vse spusti, ali pa bog ne daj zaradi bolezni, da bi mogel zdaj odnehati in šele takrat prepusti drugi generaciji oziroma drugemu vodi. Ampak je to naredil takrat, ko je bil še tudi sam v zelo dobri kondiciji, operativno še vedno v podjetju in ni imel prav nobenih zadržkov, da to naredi. In ko je spustil, se tudi ni, bom rekla, v odločitve vmešaval, da bi zdaj vztrajal pri svoji. Je vedno sodeloval, sem zelo vesela, da imam še vedno možnost ga povprašati za nasvet, mnenje, da še vsak dan se vidimo v podjetju in da še sodeluje, ampak zdaj v bistvu res dela tisto, kar želi. Dela za svojo dušo, dela za svoj hobi, ukvarja se z razvojem, s tehniko in takrat je lahko človek tudi najbolj kreativen, ne. No, to moram priznati, da to imate srečo, ne, da je takšen način, da lahko, bom rekla, se lepo dogovorite, da to teče, da sodelujete, da vam je bil mentor, ne. Včasih je med družinskimi člani to težko, ker, bom rekla, se srečavamo vsak dan, a ne, in je mogoče včasih tudi te vloge težko razdeliti. Tako da vidim, da pri vas ste to lepo razdelili in da tudi zdaj vključevanje še tretje generacije tudi ni težava, kolikor razumem. Je drugačen način, ker so tudi odnosi drugačni. Jaz še vedno nekako čutim veliko hvaležnost, da sem recimo dobila takrat možnost začeti delati. Ne bom rekla svoje kariere, ker nisem vstopila v podjetje zaradi ambicij in postati solastnica, direktorica podjetja. To se je pač nekako spontano zgodilo. Verjetno tudi do tega ne bi prišlo, če ne bi s očetom bila usklajena v karakterih. Pri družinskih podjetjih pride tudi do ne samo zdaj nekih strateških, gospodarskih, ekonomskih odločitev, ampak pride tudi do teh neracionalnih, bolj čustvenih tudi odločitev ali pa nekih reakcij, ki jih včasih zelo težko nadzoruješ, sploh če pol si povezan nekako tudi doma. In tega je bilo na najini poti ali pa še zdaj zelo malo. Hvala Bogu, smo zaradi tega tudi verjetno lahko bila sinhrona. Zdaj pri drugi generaciji je pa vseeno malo drugače, ker je bila tudi vzgoja drugačna, bolj na prijateljskih temeljih, mogoče tudi z večjo svobodo, že prej izražanja mnenja, pa nočem reči, da jo jaz nisem smela, ampak si pač bil drugače vzgojen, a ne. In tudi, kar mogoče pogrešam, pa vseeno je Luka z svojo radovednostjo to uspel nadoknaditi, je, da meni je ta nenehen stik biti ob očetu, biti na drugi strani, tudi ko je on po telefonu govoril, ali pa ko je imel sestanek, ali pa ko je delal po računalniku, zelo veliko pomeni. Jaz sem prva leta bolj ko ne delaš svojo rutinska dela oziroma tisto, kar počasi prevzemaš, ampak sam snemaš in sam si tam in sam vpijaš, ko spužva vse, kar ti lahko recimo pride na pot, tudi če on ni želel oziroma ni namensko mi zdaj predajal nekega znanja. Luka je sicer zraven, zdaj ga imamo z mojim očetom na sredini v pisarni in vedno pravimo, da je taka vez med proizvodnjo, med tehniko in med dejansko vodenjem, komercialnim delom, to prodajo, odnosi z kupci in tudi sodelavci, kar je pa, bom rekla, še dodatni plus, ne, da imam možnost od obeh dveh še vedno prejemati znanja, informacije, izkušnje, v bistvu v končni fazi tudi se učiti na najinih napakah. Super, hvala lepa, gospa Melanšek. Kako pa gledate na to? Predvidevam, da je žensk manj v podjetništvu, nimam posebnih podatkov, bom potem gospoda Kausa povprašala glede tega.
Pa vendar, ali menite, da je kakšna razlika ženska v podjetništvu ali moški? Bom rekla tako na prst, vsi vemo, da je žensk manj. Je kaj drugače? Ste tudi pri vodenju kaj drugače zapeljala kot vaš oče? Logično, vsak je svoj človek, vsak je svoj individuum in drugače zastavi, pa vendar mogoče vidite kakšne razlike v ženskih in moških prijemih pri tem. Ja, bom se osredotočila bolj kot ne samo na naju, ker lahko o najini razliki dejansko govorim pri samem vodenju. Zdaj oče je začel sam in potem počasi dobival svojo ekipo zraven. In to je bilo v bistvu tudi drugače voditi. Vsi so rastli skupaj, bili so ena mala družina, vse je bilo na zelo prijateljski bazi, na dobrih tudi odnosih, ker je tudi dejstvo, gospod, ko se je prvič, oziroma prvi sodelavec mojega očeta je ostal do svoje upokojitve v podjetju. Se pravi, je že nekaj štimal v teh odnosih. Ampak moj oče je zelo tehničen, strikten tip in njemu recimo najbolj ali pa največ pomeni znanje. Vse dejansko tudi je. Ni pa zdaj vse samo tvoja strokovnost. Pri enem velikem timu, ki šteje, zdaj bom rekla več, pol kot 15 ljudi ali pa 20, ni važno samo, da si ti individuum, pa tam na svojem področju res strokovnjak, ampak moraš nekako zapeljati, moraš delati v timu, moraš znati tudi biti človek v končni fazi, moraš se znati pogovarjati, moraš znati predajati svoje znanje, moraš znati skomunicirati, tudi ko pridejo težave ali pa reklamacije, kakorkoli. In moram reči, da jaz sem zelo veliko dala na to, da nismo delali samo izobraževanja, delavnice, samo za strokovna področja, ampak predvsem na te mehke veščine vodenja, na odnose, na sodelovanje, na komunikacijo. Včasih kritika, da sem preveč občutljiva, da ne moreš zdaj v podjetju sam z čustvi delati, ampak kombinacija pa vseeno zelo potrebna, da na ta način lahko pol vse skupaj vodiš. Vse meni se tako zdi, ne bi znala drugače. To sem malo pričakovala, takšen odgovor, zato sem ga tudi malo postavila, ker drugače obstajajo razlike, tudi raziskave na to temo obstajajo, tako da hvala za enkrat. Gospod Kaus, kaj pravite, žensko-moško podjetništvo, so razlike oziroma imate kakšne odstotke, koliko je ženskih podjetij, koliko moških oziroma tudi pri prevzemu družinskih podjetij? Ja, zdaj prav natančnega odstotka nimamo. Dejstvo pa je, da se število žensko podjetništvo veča. To opažamo, ker to se pozna tudi pri prevzemnicah. Bi mogoče tudi se navezal malo na Petro, dejstvo je, da ženske drugače vodijo firmo, ampak jaz to zelo pozdravljam, zato ker moški znajo biti včasih togi, precej orientirani samo v izvedbo nekih del. Vedno bolj se po podjetništvu, tudi družinskem podjetništvu, pojavlja ta želja po komunikaciji, po odnosih, vedno več podjetij se ukvarja s tem in tukaj ženske znajo dati izjemno velik doprinos. In preko tudi na nek način moške nekoliko omehčajo in dejstvo je, da tudi v podjetjih, kjer je več, recimo tudi v proizvodnih podjetjih, kjer je več recimo neke žensk v zaposlenih, se pozna drugačna klima. Jaz to zelo pozdravljam. Tako da hkrati pa pozdravljam tudi to, da vedno več žensk prevzema družinska podjetja, pa ne nujno samo zato, ker moških ni, ampak zato, ker nekatere so preprosto bolj sposobne ali pa bolj primerne za vodje. Tako da vse najbolj za to. Hvala lepa, gospod Kaus. No, to so dobre novice, da se tudi ženske opogumljamo in stopamo na to pot. Tako da, evo, hvala mojima gostoma za enkrat. Irena, predajam besedo, da nadaljuješ. Ja, hvala. Gospod Krempel, če zdaj govorimo o vitalnosti družinskih podjetij, kaj se vam zdi je najpomembnejše za ohranjanje te vitalnosti? Se je morda to še bolj izrazito pokazalo zdaj v trenutni COVID situaciji? Ja, mislim, da je za ohranjanje vitalnosti izredno pomembno, da je podjetje izredno naravnano k razvoju. Vsaj v našem podjetju smo nekako že
pravo krizo, najhujšo krizo smo občutili tam leta 2012, se pravi po tisti krizi 2008, ki je bila bančna kriza in se kasneje prenesla v gospodarstvo. In bom rekel, že takrat smo nekako bili primorani izredno velike napore vlagati v razvoj novih produktov, novih pristopov k trženju, iskanju novih kupcev in podobnem. Tako da smo zdaj v to korona krizo, katero smo nekako doživeli lansko leto marca, nas je sicer v prvem trenutku izredno presenetila, bom rekel, ker se je zgodila v trenutku, bila hitra in smo praktično na začetku obstali za 14 dni, ker enostavno nismo takrat v tistem času mogli dobiti zaščitnih sredstev. Bom rekel, vse poti so se nekako začele rušiti in tako naprej, ampak v tem času po 14 dneh smo pa dejansko zelo hitro skočili v nove razmere in praktično nenehno se trudili za nove kupce, predvsem v tujini, povečali izvoz za nekje 7% in pa seveda sočasno na trg lansirali nove izdelke, se prilagajali trgu, željam, dizajnu, ker je pač v naših branži tudi izredno pomemben, tako da smo skozi to nekako, se mi zdi, v ta čas nekako lažje vstopili kot pa v prejšnji krizi. Pa mislite, kako je ta kriza vplivala na vas, se pravi, delujete nemoteno, pa kaj pa so bili tisti ključni elementi, če lahko razmislite, kaj je bilo tisto, kar je vplivalo na to, da ste lahko dokaj išli iz te krize, recimo, ker nekatera podjetja pač niso, ne? Ja, bom rekel, v družinskih podjetjih je ena prednost ta, da družina takrat, ko je težko stopi skupaj. Bom rekel, takrat, ko gre vsem dobro, se mi zdi, da večkrat pridejo do kakšnih manjših konfliktov, so lahko vsi bolj nekako nezadovoljni s čem ali kakorkoli, ker nekako vse teče z nekim lepim tokom. Ne. Ko pa pride do krize, je pa družina tista, ne, na katero se tudi drugače verjetno vedno obrnemo, ne, je pa družina tudi tista, ki, bom rekel, zna stopiti najbolj skupaj. In tudi čas, ki ga, bom rekel, družinski člani porabijo za delo v podjetju, energijo, ki jo vlagajo, se mi zdi, da je v tem trenutku take krize vedno večja. Vse pri nas je bilo tako, ne, oziroma je tako. In moram reči, da nas je to že v prejšnji krizi, ker smo ravno v letu 2014, bom rekel, v najhujšem obdobju podjetja, drugo generacija prevzemali podjetje, da nas je to že takrat združilo na nek način, nas nekako motiviralo, da smo si ta cilj, ki smo si ga zastavili, nekako skrb za naših 180-200 sodelavcev, plus tega še okrog 100 zunanjih in pa partnerov. To je tudi ena odgovornost do družin in kot družinsko naravnano podjetje smo na primer v tem, po moje, boljše iskali rešitve. Bili smo bolj povezani, bili smo bolj aktivni, bolj intenzivno smo delali. To je eden od tistih momentov v družinskih podjetjih, ki se mi zdi, da nam dajo prednost, ne. Hvala. Mi smo pa v okviru javne agencije Spirit Slovenija že nekaj let nazaj začeli izvajati tudi program poslovne strateške trajnostne transformacije podjetij, ki je v bistvu namenjen, da se postavijo trajnostne strateški temelji poslovanja in da se v podjetjih sprejemajo neke ustrezne vrednote, ki so podlaga za izgradnjo prave, boljše vrednosti podjetja, predvsem v novih poslovnih, družbenih, okoljskih in ekonomskih situacijah. Zdaj podjetja, ki so stopila na to pot trajnostne transformacije, že dosegajo pomembno konkurenčno prednost na trgu in se tudi bolj učinkovito soočajo s temi spremembami v okolju. V program smo vključili že več kot 50 malih in srednjih podjetij v zadnjih letih. Podjetje Blaj se nam je pridružilo med prvimi že v letu 2016. Gospa Blaj, kako je potekal proces trajnostne transformacije? Kaj to pomeni recimo za podjetje? Kaj vse je bilo trebno storiti? Ali se lahko vidijo kakšni konkretni učinki že vezani na dvig konkurenčnosti?
Ja, hvala za povabilo v mojem imenu in pa imenu celotne ekipe podjetja Blaj. Kot ste že prej sama omenila, v podjetju proizvajamo visoke kakovostne trajnostne vijake, tudi do 4 metrov velikosti. Ti vijaki povezujejo kritične dele sistemov v ladijskih motorjih, generatorjih in pa zaboj za nuklearne odpadke, ki morajo držati več kot 80 let. Tukaj imamo kot podjetje veliko odgovornost zaradi kakovosti naših izdelkov. Kot družinsko podjetje smo 50 let na trgu in smo se vseskozi zavedali soodvisnosti do okolja kakor ljudi. Delovali smo trajnostno, vendar pač parcialno. V letu 2016 sem pa tudi sama, ko sem prevzela podjetje, videla, da pač podjetje potrebuje neko, se pravi, povezati te trajnostne vidike in pa v neko strategijo, jo združiti v poslovno strategijo. Če sem odkrita, tudi poslovno strategijo smo takrat potrebovali, napisano, sprejeto, in je meni v tem primeru to nam zelo pomagalo. Dejansko smo vse te vidike trajnosti, ki smo jih prej živeli, združili v osrčje naše poslovne strategije. Postavili smo konkretno vizijo in k temu smo se zavedali kot celotno podjetje, se pravi vodstvo, družina, strokovnjaki, celotna ekipa, kaj bomo počeli v naslednjih letih in kam želimo priti. To je povzročilo pa tudi spremembo vrednostnega sistema. Se pravi, mi smo trajnostne vidike, tako okoljski kot družbeni, ekonomski, postavili v osrčje poslovne strategije. To pomeni, tako pri razvoju izdelkov proizvajamo visoko kakovostne vijake, ki so izdelani 100% recikliranega materiala jekla. Razvoj vijakov vedno lažjih za porabo manjših materialov in pa tudi sama proizvodnja in vpliv proizvodnje na okolje. Zato smo v tem času tudi vzpostavili sistem ISO 14001 za ravnanje z okoljem, hkrati pa tudi sistem za ravnanje varstva in zdravja pri delu. Ta sistem smo vpeljevali ravno v času pandemije in nam je to zelo pomagalo, saj smo že v okviru sistema vzpostavili varnostni tim delavskega zaupnika, zaposlene smo vključili v politiko, v razvoj politike varstva in zdravja pri njihovem delu, in kar je pomagalo za zmanjšanje neke strahu in negotovosti, ki je nastopila v času pandemije. V teh izrednih trenutkih, recimo, smo se mi zelo hitro odzvali. Tukaj so se pokazale slabosti kot priložnosti v sami krizi. Ampak videli smo, da so nam digitalizirani procesi, kakor tudi dobri poslovni partnerji, kakor tudi novo pridobljeni pomembni globalni kupci v teh zadnjih nekaj letih pomagali, da smo obdržali prodajo in tudi izpolnili vsa naročila. To pa ne bi mogli doseči brez naših zavzetih zaposlenih. In tukaj bi želela izpostaviti predvsem zavzetost in pa te vrednote, ki jih v podjetju živimo. Da se vsi zavedamo, kakšen je pomen tako malega dela, pomembne naprave, kritičnega dela, in da mi ne proizvajamo vijakov, temveč dejansko vezi, ki povezujejo pomembne sisteme. In v tej krizi dejansko smo spet prepoznali, da dejansko mi trajnost živimo in da ni sedaj to pač samo modna muha, in to se je tudi sedaj izkazalo. In rezultat, recimo, je bil tudi zelo dober z poslovnega vidika, kakor tudi z vidika konkurenčnosti poslovanja. Kaj pa so po vašem mnenju glavne ovire, ko nekdo stopi v družinsko podjetje v Dozuni? Kako vzdrževati ravnovesje med družinskimi člani, da vse deluje? Ja, vsekakor v našem podjetju, recimo, smo zelo povezani, tako družinski kot nedružinski člani in strokovnjaki. Vključenost je zelo dobra ekipa, mogoče pa ob vstopu nekoga nove od zunaj
ker smo zelo povezana, zelo dobra ekipa, ne vem, mislim, v našem podjetju ni recimo to pač izpostavljeno kot problem. Bi pa mogoče gospoda Krempla ali pa lahko tudi oba vprašala, kako včasih je pa težko voditi le družinskim članom, sploh podjetje, ki začne rasti. Ali ste razmišljali o profesionalizaciji vodenja podjetja sploh? Kako se to odločiti, kdo bo glavni, kako to prenašati? Kako pa gledate na to? No? Mogoče lahko gospa Blaj najprej? Ja, zdaj, jaz sama osebno se veseljem pozdravljam vsakršnega, v bistvu, če je to dodana vrednost za podjetje. No, čisto odkrito, moja ambicija je bila vedno in želja po vodenju podjetja, tudi v tem smeri sem se tudi vse skozi izobraževala. Najprej vsa ta znanja, ki sem jih pridobila skozi študij, tako diplomskem kot podiplomskem študiju sem prenašala v podjetje. Podjetje mi je bil tisti živi case, primer, na katerih sem vadila in to mi je bil vedno izziv. Vsekakor pa se življenje in tako življenje kot poslovanje je neko potovanje, in nikoli ne vemo, kako se stvari spremenijo kljub tej situaciji. Ampak moram reči, da tudi ob prenosu, ob možnosti vodenja podjetja je bila to pač zame velika ambicija, je pa, moram reči, je pa zelo, zelo tudi včasih težko, da stvari pelješ naprej, ampak smo zelo dobra ekipa in dobro delujemo. Ampak vsekakor pa sodelovanje je pa dobrodošlo z vidika novega znanja, razvoja, novih dodane vrednosti za podjetje. In to je zelo pomembno, da se vsi zavedamo. Gospod Krempl, kaj pa pri vas v vašem podjetju? Tako, v bistvu v našem podjetju smo, ko smo delali prenos na drugo generacijo, smo vmes izvedli tudi, bom rekel, poskus profesionalizacije vodenja. Imeli smo zunanjega direktorja nekaj časa, ampak nekako ni uspelo, bom rekel, ta poskus ni uspel, predvsem iz razloga, ker nekako začutiti to družinsko samo podjetje, ne samo rečemo vodenje podjetja, ampak tudi to družinskost je verjetno nekomu od zunaj malo težje. Tako da je kasneje v bistvu se je direktor, ustanovitelj, ki je vodil podjetje, vrnil nazaj v podjetje, vodil podjetje še nekaj let in ga kasneje, bom rekel, zopet prenesel vodenje takrat na mene, ampak je dejansko ta izkušnja nekako bila zanimiva. Če ravno jaz osebno sem zagovornik vodenja, bom rekel, profesionalizacije vodenja, ali pa v družinskih podjetjih pač vsaj v večjih potrebno razmišljati, kako bo to podjetje vodeno čez generacijo, čez 2 generaciji in seveda je zelo pomembno razvijati kompetence družinskih članov, se pravi, če družinski člani imajo kompetence za vodenje, potem vsekakor ja, ostati v družinskem krogu, če pa, bom rekel, nimamo pravih naslednikov v družinskem krogu, pa sem zagovornik, bom rekel, profesionalizacije podjetja, saj, bom rekel, podjetje je sicer otrok prvega ustanovitelja, kasneje pa se to podjetje mora profesionalizirati, če hoče doseči en razvoj. Potrebno je, bom rekel, kadrovske funkcije v podjetju razdeliti na način, ker seveda ob večjem podjetju ni več možno, da ga obvladujejo samo družinski člani, ali pa mogoče niti ni nujno, da so, bom rekel, primerni za to. Zato pač družinski člani opravljajo v podjetju dela in opravila, za katere so usposobljeni, za katere imajo kompetence in seveda tudi ustrezno izobrazbo. Tako da jaz, bom rekel, zasledujem kot cilj vedno razvoj podjetja, ne pa
nekako družinskih vezi. Bi pa za gospoda Kausa imela tudi vprašanje v zvezi s tem, kak je pa njegov pogled, ne samo z vidika podjetja, ampak tudi, ko se profesionalno z drugimi podjetji ukvarja, recimo, kje so te ključne zagate pri predaji vodenja nekemu izven družine? Ja, v bistvu največji problem je pravzaprav navezanost, jaz bom tako rekel, ne. V Sloveniji imamo kar izziv, to, kar je gospod Krempelj povedal, je kar nekaj podobnih zgodb bilo, pa še vedno premalo, po mojem mnenju, ampak nekako pot bi mogla biti sledeča. Še preden se seveda ustanovitelji upokojujejo, je treba ugotoviti motiviranost naslednikov za prevzem in pa seveda tudi sposobnosti, kaj pravzaprav lahko delajo v podjetju. Tako da takrat, kadar recimo tudi pri naših strankah ugotavljamo, da recimo nekdo bi si sicer želel biti v podjetju, ni pa sposoben biti direktor ali pa si tega izrazito ne želi, ker je, ne vem, recimo nek tehnični tip, ki rad dela v proizvodnji ali kaj podobnega ali pa prodaja, potem smo zelo zagovorniki tega, da najdemo osebo, ki pa v resnici pol vodi podjetje. Je pa te ena druga zgodba, ki se potem dostikrat zaplete oziroma je treba narediti en resen proces glede tega. Ker je hkrati, recimo ta naslednik postane lastnik, je kot lastnik seveda nad direktorjem, mu postavlja jasne cilje, ki jih mora direktor izvrševati, na drugi strani pa njemu podrejen v tej operativni vlogi. In ta proces je v resnici zahteven za nekatere že za razumevanje, zato je treba temu izjemno veliko časa posvetiti in to gre v tisti sklop mentoriranja in pa neke modalitete. Ne. Mi smo imeli kar nekaj takih primerov, ko smo jih uspešno zaključili, praktično vsi tisti, kjer so razumeli, da je to potrebno narediti, so bili kar nekaj primerov, no, pa večina jih je bila uspešnih. Če pa se recimo pričakuje in se išče naslednika v smislu tak mora biti, kot sem bil jaz, kar je pa zelo pogosta praksa, takrat pa zadeva ne funkcionira. Nikakor ne. Zdaj bi imela pa jaz samo še zadnji krog, Katja, ki bomo mogli počasi zaključiti, če bi vsak od panelistov pač kratko zaključno misel dal glede na slišano ali pa nek nasvet ostalim družinskim podjetjem. No, glede na čase, ki so pred nami, veliko neznank, zunanje okolje se vedno spreminja, kaj bi bil ta nasvet? Če gremo kar po vrsti, lahko gospa Melanšek najprej. Jaz bi rekla, da vedno je predvsem pomembno delati tisto, kar te veseli. Iz tega tudi pol lahko v bistvu pride ven uspeh in zaupati vase. To pride pa z podporo znanja in nadgrajevanja, izkušenj poslušati in slišati, ne biti že kar na začetku najbolj pameten. To se počasi gradi, ena taka pot, ampak vsako potovanje se začne pa vedno s prvim korakom, zato le pogumno. Hvala. Gospod, kar naprej lahko. Gospod Uroš. Okay. Jaz bi se mogoče kar na gospod Petro navezal, ker mi je zelo všeč ta njena zgodba povezana z očetom in ta naravni proces, ki se je zgodil. Jaz vsem naslednikom in pa seveda tudi tistim, ki predajajo podjetje, svetujem, da se dolgo časa začnejo. Jaz sem šla zdaj ven se preklopiti, ker noter ne moš poslušati 3 enkrat. To nam nekdo nagaja. Bom ponovil. Jih bomo mogli pomutati. Kar nadaljujte. Ok. Skratka, zelo mi je všeč ta nek naravni proces, kjer se v bistvu do časa ugotovi, ali obstaja neka resna motivacija pri naslednikih, potem drugi korak je pa, kaj bojo dejansko delali nasledniki v podjetju. In tukaj mi je tudi všeč to, kar je gospa Petra rekla, dajmo jim dovoliti, da delajo tisto, kar jih res veseli, ker v tem bojo res dobri. In potem vse ostalo se nastavi okrog, kako ta prenos poteka, strategija, kdo bo v resnici vodil, a rabimo direktorja, a rabimo mogoče samo nekega na pol direktorja, a rabimo nekoga, ki nam pomaga v prodaji in tako dalje. Toda naj si starši ne omislijo vnaprej načrta, kako bo to potekalo, ker kakšno imajo pač tu pri tem tudi nasledniki. Hvala lepa. Še gospod Krempelj na kratko in potem gospa Blaj. Ja, jaz bom rekel kar pogumno na pot. Se pravi, družinskim naslednikom in pa predvsem tistim, ki predajajo podjetje, polagam v to, da je mladim potrebno zaupati. Jaz predvsem gradim na zaupanju in pa prepoznavanju, bom rekel, njihovih kvalitet,
usmerjanju, ampak ne pretiranem usmerjanju. Običajno je, da, bom rekel, otrokom damo možnost nekega samostojnega karierne poti, da poiščejo tudi kakšne izkušnje kje drugje in jih potem nekako vključimo v podjetje zopet nazaj, če je dovolj časa, da dobijo neke izkušnje tudi, kako je delovati izven podjetja, kako je delovati v nekih večjih sistemih drugje in tako da rečemo, ta prenos izkušenj in podobno se mi zdi zelo pomembno. Hvala. Gospa Blaj? Ja, jaz bi pa rada delila naslednje, da podjetništvo ni služba, ampak je način življenja. In vedno ni vse z rožicami poslano, zato menim, da na tej poti je potrebno veliko optimizma, je veliko izzivov, veliko padcev, po katerih se je treba pobrati in iti naprej, in potem tudi veliko uspeha. In jaz mislim, da je takšna ta pot in te izkušnje so zelo lepe. Jaz bi se vsem govorcem danes toplo zahvalila, da ste si vzeli čas, delili te bogate izkušnje, tudi veliko nasvetov, če ste zaznali osebnostna rast je pomembna, ne samo strokovnost po tej plati. Zdaj bi pa s tem panelom zaključila.